Vili potuje. Danes se peljemo iz Ljubljane v Knežje mesto, kjer bomo obiskali Sanjo. Ustvarjalka blagovne znamke Vivid Atelier se je iz Beograda, kjer živi, pripeljala nazaj v svoje rojstno mesto Celje. Z njo smo se srečali v mladinskem centru. Sanja, kaj je privedlo do ustanovitve Vivid Atelier? Zaključila si namreč ekonomsko fakulteto in zdaj nadaljuješ študijem medicine v Beogradu. Že od nekdaj rada ustvarjam, predvsem v svojem prostem času. Večino je bilo to povezano z modo, od kakšnega kosa oblačila, pa vse do nakita. V tem času se pa bolj baziram na izdelavo uhančkov. Najprej sem začela oblikovati za sebe, za svojo sestro, kasneje tudi za prijateljice. V zadnjem času se pa to v bistvu razširilo na večjo množico. Kako je živeti v tujini in kako ob delu najdeš čas za ustvarjanje? Življenje v tujini, v mojem primeru je to Beograd, je zelo različno oziroma dinamično, bolj kot pa v mojem rojstnem mestu v Celju. Beograd je le nekakšna metropola, kjer se vedno nekaj dogaja, je vedno živahno. Ustvarjam pa, kadar imam čas, ker pa to rada počnem, si ponavadi dan organiziram tako, da v večernem času kakšno urico ali dve posvetim tudi vidu. Ob pogledu na tvoje kose je čutiti romanco in sproščeno energijo. Kaj je inspiracija za Vivid Atelierjem? Rada imam predvsem angleško literaturo, kakšne romane, tudi baročne slikarje, zato se večkrat pri ustvarjanju v bistvu zatečem k njim in najdem kakšno inspiracijo. Je vsak tvoj kos unikat ali kdaj narediš več enakih kosov? Vsak kos je unikaten, neponovljiv, zato kose le redko kdaj podvajam oziroma naredim kakšno kopijo redko kdaj. Kakšne materiale izbiraš za oblikovanje nakita? Pri oblikovanju nakita izberem polimerno glino, baziram se na osnovi črne in pa bele barve, z najrazličnejšimi dodatkami tudi barvnih palet, da dosežem neko vrsto pastelnega izgleda. Dodajam tudi mica powder, da dobimo nekakšen bleščeči videz. Ko je pa polica končana, pa lahko vključim tudi najrazličnejše metalne komponente. Največkrat so to v zlati barvi. Komu je namenjen nakit Vivid Atelier? Nakit je namenjen vsem, ki radi svojemu stilu dodajo nekaj unikatnega, nekaj neponovljivega. Kako bi primerjala slovenskega kupca s srbskim? Ali ženske drugače kupujejo? Katera da več na svoj izgled in katera da več na zgodbo, ki stoji za tvojo znamko? Z mojimi izkušnjami v Sloveniji ženske rajše posegajo po bolj minimalističnih kosih, manjših kosih nakita, bolj enobarvnih, da lahko v bistvu kombinirajo z večjimi kosi oblačil, kar je v bistvu ravno nasprotno od žensk v Srbiji. One po mojih izkušnjah rajše kupujejo večje kose nakita z več dodatki, posegajo pa tudi bolj po barvnih paletah. Menim pa, da vseeno nekako v Sloveniji ženske oziroma kupci dajo nekako bolj na to zgodbo, ki se skriva zadaj za enim parom uhančkov, se pravi, nekako jih zanima tudi ta zgodba nastajanja. Hashtag tvoje blagovne znamke? Hashtag Vivid Atelier. Celje, Maribor ali Beograd? Beograd. Rakija ali džin? Džin. Kater roman je trenutno na tvoji nočni omarici? Prevzetnost in pristranost, Jane Austen. Muzej ali gledališče? Muzej.
Kaj ti misliš o Viliju in zakaj si se odločila, da se prijaviš? Kaj tebi pomeni to povezovanje? Ravno to povezovanje in kolaboracija pri mladih se mi zdi ključnega pomena, da se vsak mladi oblikovalec pokaže, kar je pa tudi, se mi zdi, ena izmed poslanstev Vilija, da nekega manjšega oblikovalca pokaže širši množici, da ni baziran samo mogoče v svojem lokalnem mestu. Super se mi zdi ta ideja o mobilni butični trgovinci. Na vse zadnje je pa zanimivo oziroma inovativno, da nas, manjše oblikovalce, spozna širša množica. Na koncu pa tudi, da se oblikovalci med sabo bolje spoznamo, pa morda tudi nekaj povežemo. Hvala za obisk in druženje. V naslednjih 14 dneh pa s kodom Vili10 lahko na spletni strani Vivit Atelier nakupujete z 10% popustom.